V tem razmišljanju na glas o tem, kako oblikovati programe za spletno okolje in sicer na tak način, da res prinesejo rezultate oziroma transformacijo. Hojla, Maruša tukaj iz edogodek.si, kjer svoj spletni izobraževalni dogodek lahko promoviraš tudi ti. Takole, po mojem mnenju je v bistvu največja umetnost priprave spletnih programov ne v tem, kako snemati pa v tehnologiji, ampak se vse skupaj začne že dosti prej. V samem štartu, kako narediti pravzaprav online program, da bo transformativen. To se pravi, zakaj to pomeni transformativen, ne? To pomeni, da v bistvu dejansko narediš tak program, tak spletni program, pa ne glede na to, ali govorimo o avtomatiziranih e-tečajih, ali govorimo o nekih vodenih krajših spletnih delavnicah v živo, ali pa nekih daljših vodenih online programih. V vsakem primeru je cilj teh programov, da peljejo k nekemu rezultatu. Zdaj, ali ta rezultat, bom rekla, nek tehnični izdelek, da nekaj znaš narediti, to se pravi, da naš udeležen zna nekaj narediti, ali je pa ta program res, bom rekla, transformativen v smislu, da ljudje naredijo res neke osebne transformacije, neke osebne spremembe doživijo in tako naprej, ne. Ker zapomni si nekaj, večkrat sem že rekla, ljudje ne plačujejo za informacije, ampak za transformacije oziroma za rezultat. Ker danes v dobi računalništva, v dobi interneta imamo informacij na voljo maljavžent. Res veliko informacij je na voljo, dostop je praktično blazno enostaven. Človek ne rabi zaradi tega, da se bo naučil, ne vem, nekaj novega skuhati ali pa nekaj novega narediti, ne rabi več, ne vem, v knjižnico ali pa, ne vem, na drug konec sveta. Danes je to vse na dosegu roke, ne, na dosegu pravzaprav tipkovnice, ali pa še tipkovnice, ne, imam telefona in tako naprej, ne. Skratka, tukaj pomislila, recimo jaz dostikrat dajem v primerjavo s športom. Ljudje ne grejo v telovadnico, da bojo vedeli, kako, ne vem, uporabljati, ne vem, trenažerje, ne. Ljudje grejo v telovadnico oziroma v fitnes zato, da bojo dosegli nek rezultat. Ali da bojo shujšali, ali da bojo postali fit, ali da bojo neko zdravstveno stanje izboljšali ali karkoli. Drug primer je mogoče plesna šola. Koliko plesnih šol bi danes še obstalo, če bi vsi hodili v plesno šolo samo zato, da jim govorijo o zgodovini plesa, da jim govorijo samo o tem, o korakih, da jim govorijo o nekih, bom rekla, bolj akademskih ali pa nekih takih zadevah, ne, ki še ne prinesejo konkretnega rezultata. Ljudje grejo v plesno šolo zato, da se naučijo plesati. Zato, da bojo na, ne vem, poročni noči ali kako poročnem večeru znali odplesati tisti ples uvodni ali kako je že. Ali pa da bojo znali, ne vem, karkoli, no. Skratka, transformacija, ne pa informacija. Okej, zdaj na začetku mogoče čisto, kako pravzaprav pripeljati do rezultata. Formula je pravzaprav zelo enostavna, ne. Temu se pač ena od teorij v andragogiki je, to se pravi v izobraževanju odraslih, je dizajniranje nazaj. Pravzaprav ta dizajniranje nazaj velikokrat srečaš tudi marsikje, marsikaterem, ne vem, project managementu in tako naprej, no. Ampak ena od teh zadev je, da pravzaprav si znaš postaviti, da znaš pravzaprav najprej zdefinirati, kam pravzaprav pelješ tega svojega udeleženca. Torej, čisto tisti končen cilj. Znaš si moraš zamisliti, ne vem, 2 meseca naprej ali pa 1 leto naprej, kaj je tisto top of the top, kamor želiš svojega udeleženca, govorimo o enem tipičnem udeležencu, ne, govorimo o enem, tako kot v marketingu rečejo, avatarju, ne, o eni osebi, ki želiš zagotoviti res top of the top izkušnjo tega pač, kar ti znaš, ne. Kar pomeni, nekje v prihodnosti si zamisliš, kaj naj bi ta oseba znala narediti, kaj naj bi ta oseba postala ali kakorkoli v tem kontekstu. Potem je pa vsa umetnost samo, da greš nazaj in se vprašaš, kako bo ona do tega rezultata prišla. Zdaj, jaz imam v tem konkretno en tak mini e-tečaj, nekateri, ki ste se vpisali vanga že, ne vem, kakšno leto nazaj oziroma v preteklem letu, imate pravzaprav ga, pa če ste se vpisali vanga, ste ga lahko dobili brezplačno. Trenutno ga pač dajem samo tistim, ki se vpišejo v e-tečaj o snemanju e-tečajev in pa tistim, ki greste v e-šolo, e-facilitiranje, drugače en tak kratek tečaj, pa bom dala zraven
v linku, kjerkoli pač že tole poslušaš, bom dala link, ker je par lekcij v predogledu brezplačno, pa je ravno ena od lekcij v predogledu, kjer lahko v bistvu pravzaprav dobiš ta občutek, kako se to dela, pa tudi mislim, da v promo e-tečaju sem že razlagala o tem in tako naprej, no. Ampak gre za to zdaj, da v bistvu potem do tega končnega rezultata, če želi človek priti, ne, to se pravi tvoj udeleženec, morajo voditi neki koraki. Do tja peljejo neki koraki, neka procesna zadeva je, ne, pač ne glede na to, karkoli delamo, neka področja, zdaj, če so to bolj neke, bom rekla, coaching, mislim, neke veščine, kjer bolj skoučamo, ne, kjer niti ne peljemo tako step by step, ne, so to pa mogoče neka področja, ki jih morajo vladati. In prva zadeva je to, da zdefiniramo te korake oziroma te področja in potem pač preko tega peljemo. Zato jaz večkrat pravim, da pravzaprav, za moje osebno mnenje, seveda ne, da so pravzaprav programi preko spleta marsikdaj bolj primerni za te procesne zadeve kot pa klasični. Pa bom v nadaljevanju dala enih par primerov, pa boš videl, kako pravzaprav, v katerih primerih so pravzaprav te programi bolj primerni. Zdaj bom pa šla, v bistvu v nadaljevanju bom šla pa skozi v bistvu štiri tipe programov, ki jih v spletnem izobraževanju, ki so najpogostejši v spletnem izobraževanju. To se pravi, eno so tisti mini ali pa neki predstavitveni promo e-tečaji ali pa promo webinarji ali kakorkoli. Bom pokazala, kaj v bistvu tam narediš, da prideš do tega transformativnega koraka ali do teh transformativnega rezultata. Potem se bom malo posvetila avtomatiziranim spletnim tečajem, to se pravi, to so tisti e-tečaji, ki so za samostojno učenje. Potem bomo pogledali vodene programe, to se pravi, vodeni programi so lahko tisti neki daljši mentorski programi ali pa konec koncev lahko tudi neke bolj kratke, krajše, krajše e-delavnice v živo ali pa serija teh e-delavnic v živo. Pač bistveno je to, da gre za voden program. In pa potem četrti je pa potem naročniški ali pa mesečni suportni programi, kaj pa tam v bistvu, na kaj moraš biti pa tam pozoren, kadar kreiraš oziroma kadar pač dizajniraš take programe. Pa kar začnimo s promo e-tečaji. Zdaj tako, promo e-tečaji ali pa promo e-webinarji, zdaj bistvena razlika je predvsem v tem samo način dostave oziroma način, kak je zadeva, ne bom šla tukaj zdaj v detajle, ampak samo način, kako je ta zadeva pripravljena. Gre predvsem za programe, kjer v bistvu bom rekla, 30 do 90 minutah, zdaj, če gre za e-tečaj, tam 30 do 60 minut maksimalno, če gre za webinar, to se pravi za neko delavnico oziroma za neko predavanje preko spleta, ki je dostavljena v enem kosu, je pa lahko recimo tja 60 do 90 minut. Kako zdaj v bistvu pravzaprav v takem kratkem času, ne, zagotoviti, da pa vsem pridemo do neke transformacije, da ne naštepamo samo neke gore informacij, ne. Zdaj, prva stvar je seveda to, ne, te promocijske oziroma predstavitveni, bodisi e-tečaji ali pa webinarji, kakorkoli bom rekla, e-dogodki. To se pravi, promocijski e-dogodki so namenjeni res temu, da osebo, to se pravi, to je oseba, naš udeleženec je v tem primeru nekdo, ki za nas, pa za naše področje, pa o tem, kar govorimo, mogoče še ni slišal, mogoče ne pozna ali pa ne pozna toliko dobro, da bi si lahko ustvaril eno sliko. In je ponavadi to pač prvi korak, kamor ga pripeljemo, ne. Tukaj si lahko predstavljaš, ne vem, to so lahko tudi, to je alternativa, ne vem, brezplačnim delavnicam, ki jih običajno delamo na klasičen način nekje na terenu, ne. Ljudem se pravzaprav predstavimo, ne. Zdaj seveda mi kot e-podjetniki seveda želimo ne samo predstaviti se na ta način, da damo, ne vem, goro informacij, ampak tudi, da pokažemo, to se pravi, sebe kot osebnost. To se bo definitivno zgodilo pač prek tega promo e-dogodka. Predvsem je pa bistveno, da jim pokažemo tudi način, na katerega mi delamo. Na kakšen način mi v naših coaching programih ali pa v nekih naših svetovalnih programih, nekih naših mentorskih programih ali pa konec koncev v naših izobraževanjih naredimo to, bom rekla, transformacijo. In zdaj, kako do tega, oziroma kaj je tisti ključen element v teh promocijskih e-dogodkih, kako pravzaprav do tega priti. Zdaj, če sem rekla, da so to kratki e-dogodki od recimo 45 ali pa 30 minut do 90 minut, če si predstavljaš, da moraš zraven dati tudi kar neko, bom rekla, vse neko goro, no, manjšo goro informacij, je tukaj najbolj bistveno to, da zagotovimo dva načina sta. Ali
da tem korakom, ki jih predstavljamo zdaj, ne, v bistvu pač promo tečaji so potem v bistvu sam predstavitev teh korakov, ki sem jih omenila v prejšnji točki, ne, ko smo rekli, kateri so koraki do tistega globalnega cilja. Da predstavimo te korake na kratko in jih v bistvu, in jim v bistvu damo en mini baby step, baby korak, neko majhno akcijo, ki jo naši udeleženci v tistem momentu že lahko naredijo. Ne, to se pravi, to je en način, te mini koraki, to se pravi, da res damo nekaj, to so mini koraki, nekaj, kar lahko naredijo mogoče v 2-3 minutah v tistem momentu, ne čez 2 ali pa 3 dni, ne. Ali pa mogoče pri nekih bolj, bom rekla, promocijskih webinarjih, kjer so pa v bistvu, bom rekla, kjer pa je struktura tako narejena, da pravzaprav vse dostavimo v enem paketu v, ne vem, 60 ali pa 90 minutah tekom tega predavanja, je pa mogoče bolj smiselno pa narediti rajš en velik transformativni korak. Okay? Tam pa recimo naredimo samo eno stvar, se osredotočimo mogoče na eno od področij, ki jih predstavljamo in zasnujemo oziroma zdizajniramo zadevo na tak način, da oni, naši udeleženci, tekom tega promocijskega dogodka naredijo eno konkretno ali vajo ali nekaj v tem kontekstu, ki že prinese malo večji, mogoče celo zelo konkreten transformativen korak, ne? Da v bistvu dejansko že naredijo, dobijo, tukaj je poanta, da dobijo tisti aha moment, tisti aha uvid. Okay? To so bili zdaj kratki mini e-tečaji namenjeni promociji, to se pravi promo. Gremo zdaj pogledati, kaj pa v bistvu lahko naredimo, kako pa to transformacijo oziroma to pot k rezultatu naredimo v klasičnih, recimo večurnih e-tečajih. Torej, v klasičnih e-tečajih pa gre v bistvu za to, da pa mi že udeleženca peljemo do rezultata z zelo natančno podanimi navodili. Tukaj sem glih ravno prej omenila, to se pravi na začetku omenila, da zakaj verjamem, da so marsikdaj ti spletni programi bolj primerni za doseg tega, bom rekla, tega transformativnega rezultata. Zakaj? Bom dala kar primer, recimo moj e-tečaj. Da jaz naučim nekoga narediti spletni tečaj, v bistvu jaz postopek lahko pokažem v 5 ali pa 10 minutah ali pa ne vem, pol ure recimo, ne. Ampak to še ne bo zagotovilo, da bo ta oseba naredila spletni tečaj oziroma da bo res prišla do tega rezultata. Ker gre za postopek. Ta oseba, ki se udeleži tega e-tečaja, mora vse te korake, ki jih jaz opisujem, dejansko tudi narediti. In če bi jaz hotela to razlagati, ne, vsak korak posebej in potem da oseba to tudi sproba oziroma preizkusi, se tega ne da narediti, recimo, ne vem, v 30 minutah. To dejansko pač oseba mora se usesti pa narediti. Ali nekaj manjšega, ali nekaj večjega, v bistvu ne da naredi. Kar pomeni, da te koraki morajo biti dostavljeni skozi neko, bom rekla, skozi neko obdobje in pa dajo zelo konkretne napotke, kaj v vsakem koraku naj se naredi. Zdaj, mogoče drug primer, recimo, čisto neko drugo področje, pisanje knjižne uspešnice. Ravno zadnjič sem dala v naši Facebook skupini podjetniki oziroma edu-podjetniki izobražujemo spletno, sem dala primer enega spletnega tečaja, tudi avtomatiziranega, kako pravzaprav narediti knjižno uspešnico. Zdaj, pazi, knjižno uspešnico, ne samo napisati knjigo, ampak dejansko človek, ki to prodaja, govori o tem, da govori o celotnem postopku pisanja knjige, ne samo o tem, kako se ti usedeš za računalnik pa tipkaš tista poglavja, ne, ampak dejansko o tem, kako narediš raziskavo trga naprej, na začetku, do koncev do promocije, ki se odvija najbrž že tekom pisanja knjige, ampak tudi v bistvu vse te promocijske aktivnosti. Skratka, en zelo tak velik nabor enih aktivnosti, ki jih je treba narediti. In zdaj, že takrat v skupini, Facebook skupini sem dala primer, sem rekla, zdaj si pa ti predstavljaj, ne, da to delavnico izvedeš na klasičen način, na terenu. 2-3 dni predavaš svojim udeležencem zadeve o pisanju knjižne uspešnice. Prvič, ne bojo si vsega zapomnili, tudi zapisali se ne bojo vsega. Drugo dejstvo je pa to, ne, da ko je človek na začetku, če je nekdo prišel tja z namenom, da se najprej nauči pisati knjigo,
bo najbrž ne bo sfokusiran na to, kaj mora početi v fazi marketinga oziroma promocije, ne. In si bo mogoče iz tistega dela zapomnil pa zabeležil samo tiste zadeve, ki se mu bojo mogoče zdele zanimive ali pa nove v tistem momentu. Ne bo pa vedel vsega, ne, ker enostavno pač temu se reče kognitivni overload oziroma preobremenitev možganov, po domače povedano, ne. Ne more si nobena oseba zapomniti vseh teh informacij, ki jih ti predaš. Ti si strokovnjak na svojem področju, to so znanja, ki jih imaš recimo, ne vem, ki si jih nabiral 10, 15, 20, 30 let mogoče. Potem pa prideš na teren in vse naenkrat butneš ven. Sej v končni fazi verjamem, da si pač iz svoje strokovnosti vsi to lepo strukturiral, da je didaktično narejeno, pa da je strukturirano, pa da res, bom rekla, sfiltriraš, katere so pomembne informacije. Ampak vseeno, to je za marsikoga, za marsikaterega udeleženca je to dobesedno, jaz temu rečem tako, butneš mu vse na pladnju, zdaj pa, lej, take it or leave it, ne. In vzel bo najbrž tisto, kar mu je v tistem primeru, v tistem momentu najbolj relevantno, ne. Tako da, če res želimo neke, bom rekla, neke konkretne, transformativne, široke rezultate, bi jaz rekla, da se tukaj pač pride upoštev e-tečaj, avtomatiziran e-tečaj, čim gre za neke, bom rekla, zelo take straightforward oziroma enoznačne procese, kjer pač so navodila, ne vem, recimo kuharski recepti so zelo take enoznačna zadeva oziroma kuhanje. Rečeš, to je treba narediti in pač po tistem postopku morajo iti, ne. Tudi v tem primeru recimo so tili spletni tečaji, avtomatizirani spletni tečaji zelo pomembni, zelo primerni. Je pa tako, da pri dizajniranju spletnih tečajev bo predvsem to pozoren, da tudi če že imaš programe, če v bistvu, bom rekla, zdaj dupliciraš program oziroma če delaš zdaj program, ki si ga do zdaj delal na terenu, moraš ga prilagoditi, ne. Moraš ga vsebinsko in didaktično prilagoditi za online okolje, ker tukaj je največji poudarek, no, že prva stvar, ki je to, da te ne bo zraven. Ni te zraven kot osebe, tako da moraš vse tisto, na kar ponavadi lahko skorigiraš na terenu, ko vidiš, bom rekla, ko z očmi vidiš, da nekaj ljudje niso naredili okej ali pa da niso razumeli okej, ne, na vse te zadeve moraš priti v avtomatiziranem spletnem tečaju pomisliti. Okej, toliko o avtomatiziranih, gremo zdaj na vodene programe. Kaj je posebnega pri vodenih e-programih? Vodeni programi, to so lahko, kot sem rekla, e-delavnice v živo ali pa neki vodeni izzivi ali pa neki daljši mentorski programi ali kakorkoli, no. Pač gre za te programe, ki so facilitirani osebno iz tvoje strani in so pravzaprav nadgradnja, jaz bi tako rekla, so nadgradnja teh e-tečajev. Pravzaprav imaš lahko isti program, kot ga ponujaš pri e-tečajih, samo da zagotoviš svojo prezenco zraven, to se pravi svoje vodenje. Lahko so pa to v nekaterih primerih, ko recimo imaš program, pri katerem, oziroma ko imaš neko vsebino, pri kateri veš, da se lahko pojavi več, bom rekla, teh notranjih ovir, pa rečeš, okej, bom pa jaz to naredil vodeno, zato da lahko sproti skorigiram, ko ljudje pridejo do enega issueta, enega challengea, enega izziva, da v bistvu skorigiraš lahko zadevo takoj, da lahko ugotoviš takoj, da jih lahko neposredno vprašaš, kaj je pravzaprav tisto, kar jih muči, pa da lahko to dejansko v bistvu poiščeš takoj rešitev, no. Ampak kar je pa zdaj bistveno, da pridemo v vodenih programih do te transformacije oziroma do tega rezultata, je pa to, da je tvoja naloga, da oblikuješ v teh korakih, po katerih gremo, ali pa v teh področjih, po katerih vodiš osebe, da oblikuješ neke določene izzive. Izzive, v katerih oni lahko vadijo to, kar jih ti naučiš. Okej? Ne, da jim samo daš navodila, tako kot smo rekli pri e-tečaju, da jim daš kuharski recept, kaj naj v tistem momentu skuhajo, pa na kakšen način naj to naredijo, ampak da dejansko oblikuješ ene, bom rekla, take dosti lahkotne izzive. Zakaj govorim o izzivih, zakaj ne govorim, tukaj govorim v bistvu predvsem o tem, da jih velikokrat je ovira, če bojo šli oni takrat probati narediti nekaj konkretno, nekaj, bom rekla, že na svojem lastnem primeru, se zna zgoditi, da bo tega preveč, da bojo to prevelike, bom rekla, naloge. Zato je lažje, da ti oblikuješ izzive. Ne vem, mogoče dam primer, recimo v mojem spletnem tečaju, o kreiranju spletnih tečajev.
ali pa recimo v e-šoli e-facilitiranja bo mogoče boljši primer. Imam najraje, če delajo ljudje, da ne delajo na svoji lastni vsebini, ampak si vzamejo čist neko vsebino. Čiščenje kako se reče, ja, čiščenje zob, pospravljanje dnevne sobe, karkoli si vzamejo recimo za vsebino in jim rečem, ok, zdaj pa v tem izzivu najprej spiši po tem didaktičnem načrtu, spiši, bom rekla, navodila, kako se pospravi dnevna soba, ali pa kako se očisti zobe, ali pa nekaj čist XY, kar je stran od njihove tematike. Ker zakaj, kaj se lahko zgodi, ne? Če se grejo ljudje ubadati ali v moji e-šoli e-facilitiranja, ali pa v kateremkoli drugem primeru, če se grejo ubadati z nečim, na čemer res dejansko delajo, pa kar jim je dejansko ful pomembno, da res super trooper naredijo, ne, se hitro zgodi, da se zakvačkajo v to, kakšno sporočilo naj bo, kako naj bo napisano, a bojo tole ljudje razumeli, jaz sem dobro to povedal in tako naprej, ne. Če pa govorimo o enih izzivih, ki so, bom rekla, čistko, neki banalni, trivialni primeri, je pa dosti lažje, da to naredijo, ne. Skratka, vodeni programi je cilj, da ne samo da zastavaš to vsebino, to se pravi, ne samo da daš informacije, kaj morajo vedeti pa kako narediti, ampak dejansko oblikuješ tudi izzive, na katere, jaz jim rečem akcija, na katero daš pa potem tudi reakcija, to se pravi, daš pa tudi izzivu tudi svoj odziv, ne. To je pa tisto pač, kar je pa feedback in vse te zadeve, v katerih delamo tudi v e-šoli e-facilitiranja, kjer se potem res posvetimo temu, kako oblikovati te izzive, ko si online, ko nismo skupaj v istem prostoru, ko delamo na daljavo, kako skomunicirati vse te zadeve, kako oblikovati prostor online, zato da ljudje lahko dajo svoje naloge, kako potem dati feedback in vse te zadeve do motivacije in komunikacije in tako naprej. Zdaj se pa posvetimo še četrtemu modelu teh online programov, to so pa naročniški oziroma mesečni programi. Takole, najprej mogoče čisto na kratko, kaj so naročniški oziroma mesečni suportni programi. Tukaj si najlažje lahko predstavljaš primer naročnine na časopis. Tisti dobri stari časopisi, pa se v končni fazi tudi danes imamo naročnino na časopise. Zakaj časopis dajem? Zato, ker ima neko vsebino, ne. Mogoče tudi recimo naročnina na televizijske programe pa tako naprej gre po tem principu, ne. Poanta je v tem, ne, da v teh naročniških programih, zdaj mogoče je tako iz tujine, v tujini je trenutno zelo popularen oziroma se pod naročniške te subscription programe štejejo predvsem to, da recimo nekdo, ki ima neko svojo spletno akademijo, pa ima blazno veliko online programov že narejenih, da v bistvu on da dostop svojim strankam na ta način, da oni pač ne rabijo financirati, ti ljudje ne rabijo financirati, ne vem, tega programa za 400 evrov, pa onega programa za 500 evrov, pa še enega programa za 50 evrov, kar bi skupaj naneslo recimo, ne vem, 1000, 2000, 4000 evrov, pa jim v bistvu rajš dajo dostop, to se pravi izvajalci oziroma lastniki e-akademij, dajo dostop do vseh programov, po principu, da oni plačujejo naročnino vsak mesec recimo, ne vem, 20, 30 ali pa nekih 50 evrov oziroma v Ameriki dolarjev, ne, in imajo dostop do vseh programov. Zdaj, logično je seveda, da pač neka oseba, ki ima dostop do vseh teh programov, jasno je, da če se tega lotuješ resno in tako naprej, itak ne boš mogel vsega predelati v enem ali pa 2 mesecih, kar pomeni, da imaš v bistvu lepo v miru en dostop do vsega tega znanja, tudi recimo, če so neke cross reference oziroma kako se reče, križne reference v teh programih, recimo, da ne vem, imaš program o, ne vem, ABC stvari, pa prideš do ene točke, pa želiš človeku reči, več o tem si pa lahko pogledaš v tistem spletnem tečaju, ta oseba v bistvu lahko gre takoj v tisti spletni tečaj in pogleda. Skratka, gre za paket po principu, da dobijo dostop do vseh vsebin, plačujejo pa mesečno. Zdaj v Sloveniji trenutno, ne, vzela tole posnetek julija 2019, ne, marsikdo, oziroma bom rekla, so redki primeri. So primeri, imamo že tudi v Sloveniji kar nekaj avtorjev, ki imajo dejansko toliko programov, da si lahko ta način omogočijo. Tisti pa, ki šele začenjate, pa imate mogoče šele neke prve programe ali pa neke malega vsebine, vam je pa ta mogoče model privlačen iz vidika, zaradi tega, ker lahko naredite, bom rekla, prvič udeležencem zelo
bom rekla, ugoden način plačila, ker govorimo to res o plačilu nekih, ne vem, 20-30 evrov na mesec, in pa sebi pa zagotovite v bistvu tisto, čemu rečemo pasivni dohodek, ne. Ker dejansko potem veste, da boste vsak mesec dobili 15, 20, 30 evrov od, ne vem, 10, 20 oseb, kar pomeni že neka kvota denarja zagarantirana, ne. Zdaj, bolj podrobno v to ne bom šla, no, bi pa tukaj opozorila na dve stvari, no. Kolikor je to privlačen način, glih zaradi tega, ker je pač lahko, je po eni strani cenovno ugoden za udeležence, po drugi strani ta pasivni dohodek, ne, se pa hitro zgodi, da pozabimo na glih na to, neko to transformacijo, na neko to, na te rezultate in tako naprej, ne. In da se spet zgodi način, da namečamo v eno korito vse, to se pravi, to je pa tisti sindrom umazane posode oziroma sindrom tega pomivalnega korita, kjer dejansko mi namečamo noter, mi kot izvajalci namečamo noter vse, kar imamo, zdaj pa udeležencu pa rečemo snađi se, ne, oziroma znajdi se po svoje, ne. Tako da tukaj boste res pozorni, tisti, če greš v ta model, bom rekla, ta poslovni model teh naročnin, razmisli vnaprej, kako boš vseeno tega človeka, udeleženca vodil. Zdaj tukaj obstajata dva načina, ki se jih lahko te spletne akademije zagotavljajo. Sicer en način je drip content, to se pravi kapljanje vsebine. To pomeni, da ljudje začnejo vsakič, kdorkoli se vpiše v program, štarta na nuli oziroma štarta na isti točki in je poanta samo v tem, da ne dobi dostopa do vsega naenkrat, ampak vsak mesec ali pa ne vem, vsake 14 dni se mu odpre določena vsebina. To se da super truper nastaviti v teh spletnih akademijah, bodisi na Teachable, Thinkific, vse te profi platforme, vse te e-learning management sistemi omogočajo to varianto drip content, drip kot kampljanje in v bistvu lahko zastaviš na ta način. To se pravi, ljudje se vpišejo v program, dajejo mesečno, ne vem, 10, 20, 30 evrov in dobijo neko določeno kvoto vsebine in potem vsak mesec dobijo dostop do nove vsebine. To je sploh super, kadar dizajniraš mogoče zadeve, ko še nimaš mogoče celotnega programa narejenega. Tudi sama sem, na primer, e-šolo, e-facilitiranje, recimo prvo, malo daljšo izvedbo delala na ta način, da pravzaprav ljudje dobijo vsebino za 14 dni naprej, jaz pa ta čas lahko potem pripravljam vsebino naprej. Drugi model je pa model teh naročnin na časopis, kjer je pa, mislim, po principu naročnin na časopis, kjer pa dejansko v bistvu vsak mesec ali pa vsak teden, ne vem, pač ti se izmisliš, ali pa vsako tromesečje, pač v vsakem obdobju dobijo neko kvoto nekih vsebin. Tako kot se neka naročnina na časopis. Zakaj dajem primerjavo s časopisom? Zato, ker je tam najlažje si predstavljati, da ne glede na to, ali je on prebral časopis iz prejšnjega meseca ali pa ne, bo za njega ta vsebina relevantna, ker gre za aktualne zadeve iz tistega meseca oziroma iz tistega obdobja. Tako da tukaj je res treba, no, pri teh naročninah, pri teh subscription programih je res treba razmisliti, na kakšen način boš dostavljal to vsebino, ne. Zdaj, jaz tukaj bolj detaljno ne bom šla, no, ker je to res od primera do primera odvisen. Ti sam veš mogoče, če je pač tvoj program primeren, da se ga dostavlja na tak način, ne, da dejansko je oseba, ne glede na to, kdaj se vključi v program, pa ne glede na to, kaj je do takrat predelala, ali bojo te vsebine, ki jih takrat zdaj dostavaš v tistem mesecu, ali bojo res relevantne oziroma ali jih bo dojela, tako bom rekla, razumsko oziroma vsebinsko, če bo vedela, zakaj gre, ne. Skratka, tukaj se spet potem vrnemo na tisto vprašanje iz začetka, kako peljati osebo k rezultatu. Ali je pomembno, da ima najprej predpogoj nek korak A ali pa korak 1, 2, da lahko pač neko drugo vsebino obvlada. Tako, tukaj sem o teh naročninah ustavila, zdaj pa samo še vprašanje, kako torej začeti. Zdaj, kako v bistvu kako se vsega tega skupaj lotiti. Zdaj, tukaj bom dala malo EPP-ja, v e-šoli, e-facilitiranje seveda mi gremo lepo postopno in pravzaprav začnemo z edu-biznis strategijo. Zdaj, ti si lahko to tudi pogledaš o tem v blogu na edugodek.si, če greš tam na sodobno poučevanje,
boš našel, če potipkaš 5 momentov, boš našel serijo 3 člankov, 5 momentov o izobraževalnih potreb, kjer v bistvu nanizam res ta princip, kako se lotiti te edu-biznis strategije, kjer je predvsem vprašanje, zakaj, to se pravi, za katero stvar, kateri program, ne. To se pravi, da res razmisliš o tem, kam pravzaprav človeka pelješ, kaj je tisto, kamor ga pelješ, ne. To se pravi, kaj je tisti apply oziroma tista transformativna točka ali pa nek rezultat, ki ga želiš doseči, in kaj je najbolj primerno za to znanje oziroma za ta način poučevanja, ki ga ponujam. To se pravi, katero od teh modelov, ali spletni tečaj, ali nek voden program, ali naročnine, ali kakorkoli, to se pravi, kateri tip spletnega, bom rekla, poučevanja je najbolj primeren. Potem pa sledi, ko imaš, bom rekla, eno tako edu-biznis strategijo narejeno, potem pa sledi najprej dober instructional design. Instructional design, po slovensko bi se to prevedlo kot didaktični načrt, didaktično oblikovanje, kako oblikovati en tak program, ali bodisi avtomatiziran, voden ali pa nek naročniški, kako ga oblikovati, zato da človeka res pripelješ od točke A do točke B oziroma do tistega končnega rezultata. Tukaj pa, tako kot sem že prej omenila, tukaj imam en spletni tečaj, ki je sicer, bom rekla, zelo dobesedno skoraj zastonj, no, 12 evrov stane trenutno. Bom tudi priložila link, je nekaj vsebin se da pogledati brezplačno. Je pa fora v tem, da res gre predvsem za to, no, da še preden se začneš ubadati s tem vprašanjem, kako bom to posnel, vprašanjem, kam bom to naložil, da si najprej razčistiš, kakšen program pravzaprav boš delal, pa na kakšen način boš človeka pripeljal do rezultata oziroma svojega udeleženca. Zdaj pa takole. Tisti, ki si res želite pravzaprav tega, bom rekla, nekako tako strukturirano se lotiti, jaz osebno tega sicer ne ponujam v nobenem svetovanju in tako naprej, ker enostavno se mi zdi, da je najlažji način, da nekdo, ki se želi tega postopka lotiti, da gre skozi, bom rekla, skozi en, jaz sem pripravljen, da s temu rečem signature program. To je v bistvu pravzaprav tisto, kar, to je program, ki res pokaže, na kakšen način se lahko vsega tega lotiti, ne. In moj signature program je e-šola e-facilitiranja, v kateri res pokažem postopek od začetka do konca, kako zastaviti en tak edu-biznis plan in načrt, in naučim vse tiste veščine, ki jih tudi rabiš zraven, zato da lahko izvajaš programe. Ker v končni fazi, tudi če delam 1 na 1 s komerkoli, zmeraj bo izpadlo nekaj, ne. Zmeraj bova pozabila nekaj oziroma zmeraj bova se mogoče osredotočila samo na določene zadeve, ki so relevantne v tistem momentu za tisti specifični program. Če pa greš skozi e-šolo e-facilitiranja, pa dejansko dobiš vpogled v 12 tednih, v 12 delavnicah, v 3 mesecih vpogled v vse, kar trenutno rabiš vedeti, ne kar trenutno rabiš, ampak kaj kadarkoli rabiš vedeti o spletnem poučevanju. V e-šolo e-facilitiranje se zmeraj znova lahko vrneš za en zelo minimalen, bom rekla, administrativni prispevek, kar pomeni, da zmeraj znova lahko osvežiš določene veščine in tako naprej, no. Tako da za tiste, ki ste res že na tej fazi, da bi se radi tega lotili, pa radi šli v ugrizanje v to jabolko, to online learning jabolko, no, do 15. avgusta 2019 še veljajo zgodnje prijave, to se pravi super zgodnjih prijav, tistih, ki so bile 50% off, ni več, so pa zdaj zgodnje prijave, ki so pa še zmeraj dosti ugodne, za 100 evrov ceneje, in pa tudi še zmeraj velja, oziroma o tem bom več govorila, program je financiran oziroma je vključen v katalog usposabljanj v okviru projekta Digital Innovation Hub Slovenija, to se pravi DIH Slovenija, kjer pravzaprav se lahko dobite potem tudi povrnjenih 60% tega vplačanega zneska lahko dobite povrnjenega, tako da pravzaprav lahko za en zelo minimalen prispevek dobite, bom rekla, res nek celosten nabor teh veščin in pa hkrati dejansko, bom rekla, to je moj signature pristop, tam bom rekla, moj
kako naj rečem, unikaten pristop, kako pravzaprav se lotiti vsega tega, da lahko potem v bistvu naredite katerikoli oziroma kakršnokoli obliko online programov. Tako, zdaj bom pa tukaj na tej točki zaključila. Povabila bi te na naslednji podcast oziroma na naslednjo razmišljanje na glas čez en teden, oziroma če poslušaš posnetek, lahko pobrskaš za številko 8, kjer se bom pa posvetila vizualizaciji oziroma vsemu temu vprašanjem, ali se snemati, ali se ne snemati, ali delati prosojnice, ali ne delati prosojnice, oziroma na kakšen način pravzaprav lahko prezentiramo vsebino v teh spletnih programih. Spet velja za vse, ne glede na to, ali so avtomatizirani e-tečaji, ali vodeni, ali naročniški, ali kakorkoli. Tako, zdaj pa zaenkrat pa samo še prijetno e-dogodkanje.